Ker se sodobna forenzična znanost in kriminalistične preiskovalne tehnike iz leta v leto razvijajo, se številne policijske sile zdaj zanašajo na te nove tehnologije, da bi razrešile primere. A obstaja eno starejše orodje, na katerega se še vedno znova in znova obračajo. Nadzorna kamera. S tisoči nadzornih kamer v kateremkoli mestu v vsakem trenutku so te kamere rešilna bilka za reševanje zločinov, ki se zdijo nerešljivi. Številka 10. 55-letna Julie Buckley iz Wilmingtona v Cambridgeshire je bila opisana kot prijazna in ljubeča ženska. Konec leta 2024 je začela živeti s prijateljem Carlom Hutchinsom in iskala svoj lasten dom. Sprva je bilo skupno bivanje prijetno in zdelo se je, da gre pri njej vse na bolje. Potem pa je v začetku leta 2025 Julie skrivnostno izginila, kar je sprožilo eno največjih iskalnih akcij v okrožju. Konec januarja 2025 je Julie zadnjič stopila v stik s svojimi najdražjimi. V prvih nekaj dneh so verjeli, da je zaposlena ali da potrebuje nekaj časa zase. Toda z vsakim dnem je njihova skrb naraščala. Do začetka februarja so skrbi dosegle vrhunec, ko se ni pojavila na več zdravniških pregledih. Približno v tem času je bila poklicana Cambridgeshirska policija in začela je preiskavo pogrešane osebe. Ugotovili so, da je Julie živela z moškim po imenu Carl Hutchings v majhni vasici Wilmington. Pridobili so tudi njene telefonske in bančne izpiske. Izpiski so pokazali, da je stik z njo prenehal 28. januarja tistega leta, vendar je bila aktivnost na njenih bančnih karticah še dolgo zatem. To je takoj vzbudilo sum, zato se je policija odločila pridobiti posnetke varnostnih kamer iz lokalnih podjetij. Posnetki so dokazali, da je bil zadnji dan, ko so Julie videli v živo, 28. januar, ko se je ustavila v supermarketu Budgens v bližnjem mestu. Ko so še naprej pregledovali posnetke, so odkrili ključno sled. 30. januarja ob 8:41 zjutraj. Carl je bil ujet na kamero, ko je v lokalni trgovini kupoval alkohol, pri tem pa je uporabil Julijino bančno kartico. Preiskovalci so prav tako izvedeli, da je Carl med Julijinim izginotjem in začetkom preiskave njen avto prodal za 500 funtov. 13. februarja so policisti iz Cambridgeshira obiskali Carla in ko jih je povabil v svoj dom, so opazili rdeče kapljice po vsej posesti. Kmalu zatem je bil Carl aretiran zaradi umora Julie. Šele septembra 25. so njene posmrtne ostanke našli v bližnji vasi Christchurch. Obdukcija je pokazala, da je utrpela vsaj 11 udarcev v glavo. Do takrat je bil Carl že v zaporu in čakal na sojenje. Ob koncu 25. je Carl priznal krivdo za umor Julie. Njegova obramba je vložila več predlogov za milejšo obtožbo na podlagi zmanjšane prištevnosti, vendar so bili ti zavrnjeni. Kazen naj bi mu izrekli 9. julija 26. Mnogi pa verjamejo, da ga čaka dosmrtna kazen. Številka 9. 6. februarja 26. je mirno življenje v indijski vasi prekinil zvok policijskih siren in obsežno posredovanje. V naslednjih urah so policisti v Agri v Uttar Pradešu izkoristili vsak razpoložljiv trenutek, da bi razkrili resnico o tem, kar so tistega dne odkrili. Tistega jutra so delavci v Agri opazili kup odej, ki so jih zapustili ob robu ceste Yamuna Expressway blizu vasi. Ko so se približali, so takoj opazili neprijeten vonj, ki je prihajal iz notranjosti, in poklicali agrajsko policijo na kraj dogodka. Ob prihodu so zavarovali kraj dogodka in začeli odvijati odejo, v njej pa so našli truplo ženske v svojih 20 letih. Preiskava na kraju dogodka je pokazala sledi na strani njenega vratu, ki so bile skladne z ligaturnimi sledmi, ter besedo Sunny tetovirano ali napisano na njeni roki. Nihče v vasi ni vedel, kdo je bila ta ženska. Policija pa je vedela, da mora začeti z delom, da bi jo identificirala. V medijih so objavili poziv, v katerem so žensko opisali kot mlado, v svojih 20 ali 30 letih, s črnimi lasmi, oblečeno v dobra oblačila, s kajalom na očeh in šminko na ustnicah. V pozivu so dodali tudi, da je imela poškodbo na licu, za katero so verjeli, da je obrambna rana. Policija v Agri se je odločila narediti nekaj nekonvencionalnega in je uporabila generativno umetno inteligenco, da bi ustvarila fotografijo, kako bi ženska lahko izgledala, ko je bila še živa. Ta slika je bila skupaj s posmrtno fotografijo razposlana in policija je kmalu prejela namige. Medtem ko so delali na identifikaciji žrtve, so hkrati poskušali najti tudi odgovorno osebo. Most oziroma avtocesta, kjer so jo našli, je bila zelo prometna in polna nadzornih kamer. Tistega popoldneva so policisti pregledovali ure posnetkov in prišli do sledi.
Na posnetku je bilo videti moškega, ki je počasi vozil po cesti, nato pa je v trenutku vzel telo ženske, zavito v odejo, in jo odložil ob rob ceste, preden se je odpeljal naprej. Policija je sledila temu avtomobilu prek desetine kamer in po intenzivnem delu so dobili odgovor. 24 ur potem, ko so našli njeno telo, so žensko uradno identificirali kot Sonali. Njega priimka niso razkrili medijem, osumljenec pa je bil 25-letni Sunny. Po navedbah policije je Sunny napadel in zadušil Sonali nekje v Deliju, preden je njeno telo zavili in ga odvrgel ob cesto. Po poročilih sta bila oba v razmerju, vendar mu je Sonali 5. februarja povedala, da želi končati zvezo, kot da bi videvala nekoga drugega. To ga je spravilo v bes in verjame se, da je skupaj z več prijatelji skoval zaroto, da bi vzel življenje. Julija 26. leta Sunny še vedno čaka na sojenje. Številka 8. 20-letna Amber Check iz Hutchinsona v Minnesoti je bila po besedah tistih, ki so jo poznali, bistra in ljubeča mlada ženska, ki se je popolnoma posvetila svoji skupnosti. Sredi 23. leta je Amber zaključila srednjo šolo in takoj vedela, katera bo njena poklicna pot – varjenje. Maja 24. je zaključila 10-mesečni tečaj varjenja na lokalni višji strokovni šoli, kjer so jo njeni mentori opisali kot dobro študentko z naravnim talentom za varjenje in inženirstvo. Omenjena je bila tudi kot izjemno delavna, te veščine pa so ji prinesle zaposlitev že v enem mesecu po zaključku tečaja. Julija istega leta je Amber začela delati v podjetju Advanced Process Technologies v bližnjem mestu Kokaro. Takoj se je ujela s sodelavci, ki so opazili njene naravne sposobnosti in sproščeno naravo. A kljub temu ni bilo vse gladko. Po poročilu Inštituta za raziskave politike žensk je četrtina žensk v teh poklicih poročala, da jih njihovi moški sodelavci vedno ali pogosto nadlegujejo. Teh težav nima samo varilska industrija, saj ženske v pretežno moških panogah pogosto poročajo o kulturi nadlegovanja. Amber je bila ena redkih žensk v podjetju in čeprav so jo večinoma sprejeli, je bil en sodelavec, ki je ni maral. Kljub vsem oviram na poti je Amber vztrajala in premagala vse prepreke ter dosegla vse cilje, ki so ji bili postavljeni. Zelo je imela rada varjenje in inženirstvo, zato je, kadar ni bila v službi, poučevala na svoji nekdanji srednji šoli in bila velika zagovornica žensk v obrtnih poklicih. 11. novembra 2005 je Amber kot običajno prišla zgodaj v službo in si pripravila kavo. Ko je bila pripravljena začeti dan, se je odpravila do svoje delovne postaje in se posvetila svojemu delu. V tovarni ni bila sama, saj so bili v bližini tudi drugi sodelavci na izmeni. Nekaj časa pred 6. uro zjutraj je bil šerifov urad okrožja Wright poklican v tovarno. V klicu je ena od Amberinih sodelavk poročala, da krvavi iz glave in potrebuje nujno pomoč. Sprva se je zdelo, da je šlo za nesrečo, a ko so prispeli v tovarno, so odkrili resnico. Tistega jutra je 40-letni David Bruce DeLong začel jutranjo izmeno in odšel na svoje delovno mesto. Tik pred 6. uro zjutraj je prijel kladivo, se odpravil proti Amber in jo napadel. Ko je bil napad končan, je mirno odšel do drugega sodelavca in rekel: "Udaril sem jo s tvojim kladivom, je pri tvoji skrini za orodje, ni je več." Kljub najboljšim prizadevanjem reševalcev, Amber ni preživela poškodb in je bila na kraju razglašena za mrtvo. Šerifov urad okrožja Wright je zahteval kopijo posnetkov varnostnih kamer iz tovarne in ko so jih pogledali, so videli, kako se je vse skupaj odvilo. David je bil kmalu zatem aretiran in je policiji dal popolno priznanje. Povedal jim je, da je napad načrtoval že nekaj časa in da mu Amber ni bila všeč. Po njeni smrti so ženske v obrti po celotnih ZDA darovale $1000 na njen GoFundMe za pokritje stroškov pogreba, kar kaže na moč in enotnost, ki obstajata v tej skupnosti. Sojenje proti Davidu je bilo dolgo in naporno, zadnja novica pa prihaja iz aprila 26., ko so ugotovili, da ni duševno sposoben niti za sojenje. Po poročilih je psiholog ugotovil, da David zaradi duševne bolezni ni sposoben sodelovati v sojenju. Njegova obramba je prav tako zahtevala, da bi Davida premestili v psihiatrično bolnišnico, namesto da ostane v priporu, vendar ni jasno, ali so ga kdaj premestili. Tožilci v tem primeru so odločeni, da ga izpeljejo do konca in čakajo na dan, ko bo David končal zdravljenje duševnih težav, da bodo lahko zahtevali dosmrtno kazen brez možnosti pogojnega izpusta. Številka 7. Louvre v Parizu je eden največjih kulturnih simbolov Francije. Muzej je svoje vrata prvič odprl leta 1793 na zahtevo takratnega francoskega plemstva.
Sprva je bil to način, da so razkazovali svoje bogatstvo in redke predmete, sčasoma pa je postal kraj, kjer so si lahko navadni francoski državljani ogledovali umetnine in neprecenljive predmete. Do 20. stoletja je muzej postal priljubljena destinacija za ljubitelje umetnosti iz Evrope in preostalega sveta. V sodobnem času ga poznamo kot dom Mona Lise, svobode ljudstva in Venere iz Milosa, poleg tisočih drugih kulturno pomembnih del. Ker je v Louvru toliko umetnin, vrednih milijone dolarjev, bi pričakovali tudi vrhunsko varnost. Februarja 25. je skupina Tato ne le vstopila, ampak jim je tudi uspelo ukrasti neprecenljive predmete in pobegniti, še preden je kdo sploh opazil. Rop stoletja, kot so ga mnogi poimenovali, je svetu pokazal, kako pomanjkljivo je postalo varovanje na tem kraju. 19. oktobra so zaposleni v svetovno znanem muzeju kot ponavadi preverjali razstavljene eksponate. Nekaj časa po 10. uri zvečer je nekdo sprožil alarm, da manjka več predmetov in da je bil muzej oropan. Pariška policija je v nekaj sekundah prispela v Louvre in začela preiskavo. V kaosu se je pojavil varnostnik, ki je policiji povedal, da mu je grozila skupina gradbenih delavcev z velikim električnim orodjem. Policija je takoj pohitela v nadzorno sobo videonadzora, da bi ugotovila, kako se je rop odvijal. Ob 9. zjutraj je v muzej prispela skupina moških, oboroženih s kotnimi brusilniki, žagami in rezalniki. Dva izmed moških sta se po lestvi pospela ob strani stavbe in vstopila v muzej skozi okno v prvem nadstropju. V 4 minutah so bili tatovi že v notranjosti in pripravljeni udariti. Tatovi so nato z uporabo kotne brusilke uspeli prerezati debelo steklo in okna, ki so varovala razstavljene predmete. Ko je bilo steklo prerezano, se je sprožil alarm, vendar so varnostne kamere pokazale, da so varnostniki pobegnili, potem ko so jim moški zagrozili z orodjem. V naslednjih 4 minutah so moški uspeli ukrasti zbirko safirnega nakita, ki je pripadal kraljici in je bil izdelan v času prvega francoskega imperija. Ukradli so tudi komplet nakita, ki je vseboval smaragdno ogrlico in uhane, skupaj z broško in krono cesarice Evgenije, izdelano v času Napoleona III. Moškim je vzelo nekaj manj kot 3 minute in 57 sekund, da so udrli v te razstavne vitrine in jih izropali, kar je za roparja impresiven, a hkrati zaskrbljujoč podvig. Skupaj so ukradli za približno 102 milijona ali 88 milijonov evrov neprecenljivih draguljev. To je bil eden največjih ropov, ki so jih kdajkoli izvedli v Franciji in celo v Evropi. Teda s pomočjo posnetkov varnostnih kamer je policija spremljala tatove, ko so pobegnili le 8 minut po začetku ropa in opazila, da so pobegnili s tovornjakom parkiranim v bližini. NATO so lahko pridobili podatke o tovornjaku in v nekaj dneh so aretirali osumljence. Med 25. oktobrom in 25. novembrom je bilo v povezavi z ropom aretiranih najmanj 9 moških, od katerih so nekatere po zaslišanju izpustili. Primer proti tatovom trenutno še poteka, saj se je preiskava zdaj razširila tudi na sosednjo Belgijo. Nažalost za Louvre več dragocenih predmetov še vedno manjka, zato vse, ki imajo kakršnekoli informacije, prosijo naj kontaktirajo Europol na številko 3170 3025 000 ali pariško policijo na 121. Številka 6. 45-letna Angela Schelles je bila opisana kot prijazna in skrbna ženska, ki je bila popolnoma predana svojemu sinu, 18-letnemu Tristanu Robertsu. V zgodnjem otroštvu so pri Tristanu diagnosticirali avtizem in ADHD, zato je potreboval dodatno podporo. Oba sta živela na mirni lokaciji blizu mesta Prestatyn v Walesu. Deli Wałęsa so precej odmaknjeni in ljudje pogosto težko dobijo podporo, ki jo potrebujejo. Ne glede na težave je Angela vztrajala in delala polni delovni čas, da bi preživljala družino. Oktobra leta 25 je Tristan praznoval svoj 18. rojstni dan, s čimer je uradno vstopil v odraslost. Po besedah njegove družine je bil vedno tih in zadržan moški, ki je svoj prosti čas raje preživljal na spletu. Eden od krajev, kjer je rad preživljal čas, je bil Discord, aplikacija za takojšnje sporočanje. Discord je dom stotinam izjemnih skupnosti, kjer lahko ljudje klepetajo o športu, igrajo igre, razpravljajo o svojih interesih, vendar ima platforma tudi temno plat, saj obstajajo klepetalnice, namenjene mizoginiji in incel skupinam. Tristan se je znašel v eni od teh skupin in je redno govoril o svojem sovraštvu do žensk. Prijateljem je govoril, da jih ne mara in jim ne zaupa. Oktobra tistega leta je začel prijateljem govoriti, da namerava vzeti življenje ženski, vendar mu nihče v klepetu ni verjel, da bo to res storil in so ga kljub temu spodbujali.
To nasilno klepetanje bi doseglo vrhunec 23. oktobra in trajalo do 24. kar je sprožilo eno največjih preiskav v Walesu v zadnjih desetletjih. 24. oktobra je bil Angelin drugi sin zaskrbljen, ker je ni mogel priklicati. Odselil se je na študij na univerzo in mu je bilo nenavadno, da je ne more dobiti. Poskušal je poklicati svojega brata, vendar ni bilo odgovora. Do večera 24. je njena družina poklicala policijo in jo prijavila kot pogrešano. Med iskanjem so preiskovalci govorili s Tristanom, vendar ni podal zadovoljivih odgovorov. Dan kasneje, 25. oktobra, sta dva sprehajalca psov, ki sta hodila skozi naravni rezervat, zagledala berglo, ki je ležala v grmovju. In ko sta se približala, da bi raziskala, sta našla truplo ženske. V nekaj urah so truplo identificirali kot 45-letno Angelo Roberts, za katero so nazadnje slišali 23. oktobra. Ko je policija prispela na dom, je Tristan na vsa njihova vprašanja odgovoril brez komentarja. Sumničavi so bili do sina, vendar so potrebovali dokaze, da bi podprli svoje trditve. Ko so bili na kraju dogodka, so policisti opazili, da je bil na hiši nameščen zvonec z videonadzorom in so se odločili, da pridobijo posnetke. Ob 3:19 zjutraj je mogoče videti Tristana, kako vodi svojo mamo stran od doma. Ob 3:30 pa sta bila oba ujeta na varnostnih kamerah, kako hodita ob železniški progi proti naravnemu rezervatu. Policija je odkrila tudi obilico forenzičnih in digitalnih dokazov, ki so potrdili njihove sume. Le nekaj ur pred napadom je Tristan posnel glasovno sporočilo, v katerem je rekel: "Danes ponoči, Alex, bom napadel svojo mamo s kladivom." S pomočjo posnetkov in dokazov, pridobljenih z njegovega prenosnika, je policija uspela sestaviti časovni potek dogodkov. Kmalu pred polnočjo, 23. oktobra, je Tristan napadel svojo mamo in jo poskušal zadaviti, vendar je preživela. Ure dolgo ga je prosila, naj dovoli poklicati nujno pomoč ali poiskati pomoč. Končno je ob 3 zjutraj privolil in tu se je njegov zvit načrt začel uresničevati. Svojo mamo je zvabil iz hiše, kot je razvidno iz posnetkov varnostnih kamer, pod pretvezo, da jo pelje v bolnišnico. Namesto tega jo je odpeljal v naravni rezervat, kjer je nadaljeval svoj napad, dokler ni umrla. Ure kasneje je napisal na Discordu: "To je bilo grozljivo, to se je zdelo tako noro. Pravkar sem mi vzel življenje, delo je opravljeno." Nato je nadaljeval svoj dan, kot da se ni nič zgodilo. 25. oktobra je bil aretiran v povezavi s kaznivim dejanjem. Februarja letos je priznal krivdo in bil obsojen na dosmrtni zapor z najmanj 22 leti. Številka 5. Sana Yusuf je bila vzhajajoča zvezda v svoji skupnosti v Pakistanu, zahvaljujoč svoji vse bolj priljubljeni strani na TikToku. Do sredine leta 2025 je zbrala več kot 1 milijon sledilcev in vsak dan je postajala bolj priljubljena. Svojo stran in svoj glas je posvetila pravicam žensk do izobrazbe ter opolnomočila milijone mladih deklet, da so iskale višjo izobrazbo in priložnosti. Vendar ni uporabila le svojega glasu. Denar, ki ga je zaslužila svojo stranjo, je uporabila tudi za pomoč prikrajšanim dekletom, saj je plačevala njihovo izobrazbo, hrano in bivanje. Sana je pozvala tudi druge, naj storijo enako, in tako je nastala skupnost, kjer so se ženske lahko povezale in izboljšale svoje življenje. Čeprav so jo oboževale milijone mladih žensk, se vsi niso strinjali z njeno vsebino ali sporočili, zato je pogosto prejemala val sovražnih komentarjev. Na te komentarje se ni ozirala, pravzaprav jih je uporabila kot dodaten zagon zase in za svojo misijo, kar jo je naredilo še bolj odporno. Njena nova slava in bogastvo sta bila sprva težko obvladljiva, a se je hitro naučila krmariti po svetu internetne slave. Junija 25. je bila sredi 2. letnika na univerzi in je začela načrtovati svojo sanjsko kariero po končanem izobraževanju. Zjutraj 2. junija se je zbudila in nadaljevala svojo običajno rutino v svojem domu v G31 v Islamabadu. Tistega jutra sta bili v hiši le Sana in njena teta, saj so bili ostali odsotni pri sorodnikih. Popoldne je njena teta zaslišala, za kar je mislila, da so pokajoči baloni, in je šla v sobo svoje nečakinje, da bi preverila. Ko je prišla, je zagledala Sano, ki je ležala na tleh, nad njo pa je stal moški z orožjem v roki. Njena teta je hitro dojela, kaj se dogaja, in moškega prosila, naj jima prizanese. Po njenih besedah je ni poslušal. Poskušal je sprožiti orožje, vendar se je zataknilo in je pobegnil s kraja dogodka. Sinina Tere je takoj poklicala na pomoč sosede, ki so bili že zunaj, saj so slišali kričanje in hrup. Tisti, ki so bili na kraju dogodka, so obupano poskušali rešiti njeno življenje, vendar je bilo prepozno. Policija je kmalu zatem prispela na kraj dogodka in potrdila, da je umrla.
Policija v Islamabadu jo je takoj privedla na zaslišanje in uspela je podati podroben opis dogodkov tistega dne. Prav tako je uspela zagotoviti sestavljen portret storilca, vendar je imela policija drugačno metodo za njegovo iskanje. Po poročanju časopisa Tribune je policija pridobila posnetke CCTV iz Saninega doma in domov v njeni okolici ter našla posnetek osumljenca, ki beži z kraja dogodka. Na posnetku je oblečen v temna oblačila, da bi se poskušal prikriti. Sanin primer je hitro postal viralen po vsej Pakistanu in vse oči so bile uprte v Islamabad, da bi primer rešili. Zahvaljujoč posnetkom varnostnih kamer in drugim dokazom je bil 22-letni Umar Hayat kmalu zatem aretiran in obtožen. Med zaslišanjem je priznal, da je vzel sinino življenje. Prav tako je razkril svoj motiv – maščevanje. Več mesecev je Umar poskušal postati Sanin prijatelj in je začel kazati romantična čustva. Vsakeč ga je vljudno zavrnila, kar ga je spravilo v bes. Umarjevo aretacijo in motiv je v Pakistanu sprožil množično ogorčenje. Na tisoče mladih žensk je ušlo na ulice protestirati proti naraščajoči krizi femicida v njihovi državi. Od leta 1924 naprej stopnja zločinov iz sovraštva nad ženskami vztrajno narašča, kar je problem, proti kateremu se vlada trudi boriti. Maja letos je Umarjev primer prišel na sodišče. Sanajini prijatelji in družina pa so spremljali potek sojenja. Umar Hayat je bil na koncu obsojen na smrtno kazen, poleg tega pa še na 10 let zapora in denarno kazen v višini približno 15.639 funtov. Številka 4. V soboto, 10. januarja, se je 52-letna Rachna Yadav pripravljala na še en naporen dan v indijskem mestu Delhi. Življenje v Delhiju je izjemno hitro, saj tam živi več kot 25 milijonov ljudi. Rachna pa je bila v svoji soseski državna svetovalka. Tisti, ki so jo najbolje poznali, so jo opisovali kot prijazno in ljubečo žensko, ki je bila predana svojima 2 hčerkama in svojemu delu svetovalke. Leta 2023 je družino doletela tragedija, ko je bil njen mož, Dindra Yadav, napaden pred svojo družino. Nažalost, poškodb ni preživel in tako sta njegovi 2 hčerki ostali brez očeta. V mesecih po njegovi smrti je Rachna ostala močna in ni dovolila, da bi jo njegova smrt prestrašila ali odvrnila od njenega dela. Tisto sobotno jutro je odprla svojo pisarno, ki je hkrati služila kot trgovina z oblačili, in sprejela ženske iz lokalne skupnosti, da bi se pogovorila o svojih težavah. Nekje okoli 11. ure sta pred pisarno pripeljala 2 moška na motorjih in po imenu vprašala za Rachno. Ko je stopila do vrat in potrdila, kdo je, sta izvlekla strelno orožje in sprožila strel. Nekaj minut kasneje so policijo na kraj dogodka poklicali mimoidoči, ki so našli Rachno s hudo poškodbo glave. Takoj so jo odpeljali v bolnišnico, vendar napovedi niso bile dobre. Nekaj ur kasneje se je njena družina zbrala v bolnišnici in se poslovila od nje. Rachna je zaradi poškodb umrla, zato se je preiskava spremenila iz napada v umor. Policija je takoj posumila, da je smrt njenega moža leta 2023 nekako povezana s tem zločinom. Domnevali so, da so jo napadli in ubili, ker naj bi pripravljala ali bila tik pred tem, da poda pričanje proti tistim, ki so bili vpleteni v smrt njenega moža. Podrobnosti so nekoliko nejasne, saj se viri močno razlikujejo, vendar je Times of India poročal, da se je spor začel zaradi parkirnega prostora v bližini njenega doma ali pisarne. Grožnje so prihajale z obeh strani, policija pa še vedno preiskuje, ali ima ta spor sploh kakšno povezavo z obema primeroma umora. Med začetno preiskavo je policija odkrila posnetke varnostnih kamer, na katerih sta bila vidna moška, ki sta napadla Rachno, kako prihajata in bežita z kraja dogodka. Vendar je bil problem, slika je bila zamegljena. Vedeli so, da bo javnost težko prepoznala moška na posnetku, zato so se obrnili na nepričakovano možnost – umetno inteligenco. In kar je morda prvič za indijsko policijo, so posnetek obdelali z umetno inteligenco, ki lahko izboljšala sliko in odstranila veliko zamegljenosti. Od tu naprej je policija sledila osumljencu po ulici in na koncu identificirala 3 osumljence. Ko so jih identificirali, so pridobili telefonske in druge digitalne zapise, da bi potrdili, ali so bili tistega dne ob 11. uri dopoldne pred Rajnovo pisarno. Medtem ko je preiskava potekala, je Rajnova družina povedala, da jih je strah zapustiti domove, saj se bojijo, da bodo naslednji na vrsti za napad. Januarja 2026 so ti strahovi popustili, ko je delijska policija sporočila, da so v zvezi z incidentom aretirali 3 moške. Vendar pa je primer proti 3 moškim julija 2026 še vedno v teku in pričakuje se, da bo kmalu prišel na indijska sodišča.
Številka 3. 16. marca 2026 so policisti v Džamuju in Kašmirju prijeli klic okoli 9:30 zvečer. Prebivalci, ki so se sproščali v predmestjih Čota in Moran Miran Sahib, so opazili nekoga na mostu, ki povezuje njuni območji. Ko so se približali, so ugotovili, da gre za truplo, in sicer 46-letnega moškega, katerega ime ni bilo razkrito. Po poročilih policije iz Džamuje je imel moški očitne poškodbe na vratu, zaradi katerih je izgubil življenje. Njegova družina je bila takoj obveščena in zaslišana strani policije, pri čemer so povedali, da ne poznajo nobenih sovražnikov, vendar se je to kasneje izkazalo za neresnično. Ker so imeli zelo malo dokazov, se je policija v Džamuju obrnila na stotine varnostnih kamer, ki so nameščene po ulicah predmestij. Posnetke so privili nazaj na 9. zvečer in si v živo ogledali, kako se je zločin odvijal. Nekaj časa po 9. zvečer sta bila na posnetku vidna dva moška, ki sta se peljala s skuterjem čez most. Ko je žrtev hodila, sta ga sledila, preden sta začela napad. Z uporabo video nadzora in drugih tehnik je policija v Džamu v samo 24 urah identificirala osumljence. 18. marca so sporočili, da sta bila aretirana in obtožena dva moška, Davinder Singh in Ravinder Singh. Med zaslišanjem sta osumljenca takoj priznala, saj sta vedela, da so dokazi proti njima premočni. Po poročanju medija The Print so izvedeli tudi, da je bila žrtev verjetno v domačem sporu z Davinderjem in Ravinderjem, kar je spodbudilo napad. Od julija 2026 je primer proti obema še vedno tekel, saj naj bi se sojenje začelo vsak čas. Številka 2. 57-letna Gardi Uma Devi je bila opisana kot prijazna in ljubeča ženska, ki je bila predana svoji družini, veri in skupnosti. Živela je v prostrani soseski v velikem mestu Hyderabad v Indiji. Mesto samo ima več kot 15 milijonov prebivalcev in je tudi dom stotinam hindujskih templjev. Eden takšnih templjev vsebuje edini proti jugu obrnjen kip Ganeshe v Indiji. Vsako leto se na tempelj zgrinjajo tisoči hindujcev, da bi izkazali spoštovanje in opravili svoje romanje. Tempelj je tudi prizorišče številnih festivalov, kjer domačini praznujejo pomembne datume v hindujskem koledarju in se skupaj s svojo skupnostjo poveselijo. Poleg tega je tempelj odprt tudi za vsakodnevne molitve, imenovane puje. Gurde je bil eden takšnih prebivalcev, ki je vsak dan obiskoval tempelj za molitve in tiho razmišljanje. 18. marec 2020, Dve ni bil nobena izjema in okoli 18:30 je zapustila svoj dom ter se odpravila proti templju. Ko je minilo nekaj ur in o njej ni bilo nobenega sledu, je njen mož prijavil njeno izginotje policiji. Organizirana je bila velika iskalna akcija, njena družina pa je bila izjemno zaskrbljena. Med začetno preiskavo je policija ugotovila, da je bila tisto noč sama v templju s tamkajšnjim duhovnikom, Anumulo Krišno. Krišna je bil v skupnosti zelo spoštovan in cenjen zaradi svojega dela v templju, soseska pa ni verjela, da bi bil sposoben kakršnekoli zlobe. Ko fizične preiskave niso pokazale nobenih sledi, se je policija v Hyderabadu obrnila na nadzorne kamere. Začeli so s posnetki iz noči, ko je izginila Gaurathi, in medtem ko so gledali na zaslonu, so v živo videli, kako se je odvijal zločin. Med pregledovanjem kamer so opazili, kako Krišna vleče plastičen sod iz templja. To je vzbudilo njihove sume in pohiteli so v tempelj, da bi pogledali v notranjost. Poklicali so forenzično ekipo in po odprtju soda so našli posmrtne ostanke pogrešane 57-letne ženske. Krišna je bil hitro aretiran in njegovo zaslišanje se je začelo. Med zaslišanjem je priznal, da je tistega večera vzel življenje Gaurathi, pri čemer je povedal, da ji je naročil naj poklekne kot del puja obreda. In ko je bila na tleh, jo je udaril z železno palico. Nato je njeno telo položil v sod, vendar šele potem, ko je ukradel ves nakit in druge dragocenosti. Krišna je policiji povedal, da je nameraval njeno telo odstraniti v dneh po njenem izginotju, vendar tega ni mogel storiti, ker so preiskovali tempelj. Priznal je, da je šlo za vnaprej načrtovan zločin, njegov motiv pa je bil kraja. Imel je finančne težave in je načrtoval, da bo prodal njen nakit, da bi si pomagal preživeti. Preiskovalci so prav tako ugotovili, da je Krišna očistil tla templja in prižgal kadilo, da bi poskušal odstraniti morebitne vonjave. Iz nejasnih razlogov je skoraj 4 leta trajalo, preden je zadeva proti Krišni končno prišla pred sodnika. Toda februarja 2026 je bil spoznan za krivega, da je vzel življenje Gaurathiju in obsojen na dosmrtni zapor. Številka 1.
50-letni Chandra Nagamalija, ali kot so ga prijatelji in družina ljubkovalno klicali Bob, je bil opisan kot bister in priden oče ter mož. Rojen in odraščal je v Indiji, kjer je spoznal svojo ženo Nišo. Skupaj sta vodila več uspešnih podjetij, vključno z restauracijo. Dobili sta tudi sina in do leta 2020 sta vedela, da morata iskati nove priložnosti. Tako so se leta 2020 Chandra in njegova družina preselili v Dallas v Teksasu, kar je bila dolga in težka selitev. Sprva je bila prilagoditev težka, a sčasoma so začutili, da jih je skupnost sprejela z odprtimi rokami. Do leta 2025 se je družina dobro vključila v teksaški način življenja. Chandra pa je pred kratkim dobil službo kot upravitelj motela v središču Dallasa. 10. septembra 2025 je bil Chandra skupaj s svojo družino v motelu za še en delovni dan. Jordanes Kobos Martinez, Chandrov sodelavec, ki so ga včasih imenovali tudi solastnik ali partner, je bil tisti dan prav tako prisoten v hotelu. Zgodnje jutro je minilo brez incidentov. Chandra in Jordanis sta čistila sobe in jih pripravljala za goste. Okoli 8 ure zjutraj je Chandra pristopila k Jordanisu in njemu in drugim sodelavcem povedala, da je pralni stroj pokvarjen, ter ga prosila, naj ga ne uporablja. Po pričevanjih je Chandra prosil enega od svojih sodelavcev, naj prevede, kar je pravkar povedal. Ko je slišal prevod, je Jordanis izbruhnil bes in se začel prepirati s 50-letnim vodjo. Ko so minute minevale, so se stvari vse bolj zaostrovale in na neki točki je Jordanis odšel stran. 20 minut kasneje se je vrnil oborožen, planil je na Chandro in ga večkrat zabadal z nožem, prav pred njegovo ženo. Napad se je nadaljeval in Jordanis je storil nekaj tako grozljivega, da tega tukaj niti ne bomo omenili iz spoštovanja do njegove družine. Nisha, žena Chandre, je bila prisiljena gledati napad in se je hkrati bala za svoje življenje. Ob 8:30 zjutraj je nekdo v motelu poklical policijo in ko je policija prispela, jih je pričakal pretresljiv prizor. Našli so Chandrino truplo v smetnjaku, Jordani pa je bil prekrit z obremenilnimi sledmi. Ko so policisti pridobili posnetke varnostnih kamer iz hotela, so videli, kako se je napad odvijal minuto za minuto. Jordanisa so aretirali na kraju dogodka in ga odpeljali v zapor. Preiskava je bila kratka, saj je policija imela posnetke, na katerih napada Chandro. Konec septembra 2025 je bil Jordanes Kobos Martinez uradno obtožen umora. Primer proti njemu je še vedno v teku, tožilstvo in obramba pa še vedno pripravljata svoje argumente. Zadnja posodobitev v primeru je bila leta 2025, prihodni datumi sojenja pa ostajajo neznani. Najlepša hvala vsem za ogled. Če vam je bil ta video všeč, pritisnite gumb všeč mi je. Prav tako ne pozabite se naročiti in klikniti na zvonček za obvestila, da boste na tekočem z vsemi našimi prihodnimi objavami. Moje ime je Top 5 Unknowns in se vidimo v naslednjem videu.